Na današnjem tradicionalnem posvetu ob dnevu invalidov so predstavniki in predstavnice invalidskih organizacij seveda izrazile svojo željo, predvsem to, da bi jim bilo omogočeno, da se bolj enakopravno vključujejo v vse pore družbenega življenja. Ugotovljen je bil seveda določen napredek, vendar je seveda še veliko stvari odprtih in na veliko področjih se moramo še bolj potruditi. Predvsem bi opozoril na to, da Slovenija ima razmeroma sodobno, moderno zakonodajo, da pa se ta zakonodaja v praksi žal ne uresničuje zadosti dobro, da je razkorak med normativnim in stvarnim prevelik in predvsem, po mojem mnenju, je potrebno izvajati ukrepe vladne politike, pa tudi državnega zbora v smeri, da bi se realizirale določbe in s tem seveda tudi veljavila večja enakopravnost invalidov v družbi. Tako na delovnem mestu, v šolstvu, posebej pa opozoril seveda na probleme, ki jih imajo invalidi s senzornimi motnjami pri dostopu do modernih medijskih in drugih vsebin in tu mislim, da smo storili premalo, da bi lahko storili več, predvsem glede na to, da se dogajajo nove tehnologije in te je treba tudi uveljavljati kot pripomoček pri vključevanju v normalno življenje. Nameravamo seveda sprejeti določene zakone, ki so že se začeli pripravljati o dolgotrajni oskrbi, o asistenci in še katere druge zakone, tudi po potrebi popraviti stare, če se bo izkazalo. Zakonodajnega dela bo v državnem zboru več kot dovolj na tem področju in seveda tudi vsi predstavniki in predstavnice teh organizacij so prisrčno vabljeni, da aktivno in tvorno sodelujejo v tem zakonodajnem procesu. Nasprotovali ste pa ustanovitvi matičnega odbora za invalide. Zakaj? Ja, jaz sem povedal svoje mnenje, ki je temeljina izkušnja. Bolj kot se mi zdi pomembno, da se ustanovi posebno matično delovno telo za invalide, se mi zdi pomembno, da se invalidska problematika obravnava v vseh relevantnih odborih, recimo pri prostoru, pri okolju, pri drugih odborih, kajti pomembno je, da invalidska problematika ni osamljena v nekem odboru, ampak da je dejansko se z različnimi vidiki te problematike obravnavajo cel spekter inštitucij v državnem zboru. Tako da takšen odbor bi mogoče imel neko simbolno težo, vsebinsko pa po mojem manjšo, kot če bi invalidski problematiki dali status pomembne in resne problematike, ki jo morajo pravzaprav obravnavati vsi odbori v tem državnem zboru.